Ja. A še kaj si mislil? Tu, sem ne pa manj pogledal. Ne smem pogledati niti tebe. Se pravi, kamera je za predstavitev. Tako. To je to. Tako, Okay. spomnite se zdaj, ne, a veš, tako. Drugače to super. Si pa tekoče, Ne, vse znamo, veš. kot da si magister. Ja. Čau, moje ime je Miha, star sem 28 let, prihajam iz Kopra, sem magister biopsihologije, ukvarjam se z zdravim življenjskim slogom, vegan sem od leta 2012, se pravi, to je zdaj 7 let. Jaz sem postal vegetarijanec, ko sem bil star 6 let, ko mi je babica povedala, da je recimo pica z mletim mesom, pa suhe klobase, pa goveja juha, da je to pač ubit prašič, krava, karkoli. In enostavno, ko sem jaz to zvedel, ne, sem te stvari imel rad. So bile dobre za jesti, saj sem tudi zgledal takole, ne. In ko sem zvedel, da so to v bistvu živali, ne, jaz nisem mogel verjeti, da enostavno to jem, ne. In ko sem to se začel zavedati, ne, so pač prvi v naši družini, v sorodstvu, to opustil. Jaz sem povedal mami in očetu, ne bom več to jedel, ne. In so tudi to lepo upoštevali. In tako je potem bilo naslednjih 15 let, do leta 21. Ja, jaz sem jih hvaležen, da mi je iskreno povedala, kaj je to meso, ne. Ampak ona takrat ni bila vegetarijanka, nihče v mojem sorodstvu ni bil vegetarijanec, ne. Jaz sem bil prvi od vseh, ne. In ona, se pravi, babica ni bila vegetarijanka še pol naslednjih 20 let, ona je zdaj vegetarijanka, ne vem, mogoče 4 leta, ne. Ostali družinski člani so verjetno videli v meni zgled, ne, se pravi, ok, da se živeti brez mesa, ne, to je bilo očitno novo spoznanje, ne, v naši družini. In najprej mislim, da je mama, potem še brat, potem še sestra in pa na koncu oče. Ne. Ja, ko sem bil star 21 let, sem šel na faks v Koper in sem prišel v stik z YouTube videi, glede tega, kaj se dogaja z živalmi v farmah, v klavnicah in te stvari. In enostavno nisem mogel več podpirati jajčnih pa mlečnih izdelkov, zaradi tega, ker pač so se mi začeli gabiti in sem videl, kaj se dogaja z živalmi in je to za mene totalno nesprejemljivo. In potem sem nekega dne pograbil stvari iz hladilnika, sem nesel sosedu, pa si jo vzel, milkšnite, pa jogurt, pa ne vem kaj še vse. In od takrat naprej nisem več prinašal v svojo hišo živalskih izdelkov, ne. To je bilo za začetek to. Ja, najbolj me je prizadelo, v bistvu me je postalo sram, da sem človek, ne. Dejansko nisem mogel verjeti, kaj mi ljudje delamo tem ubogim živalim, ne. Totalno pa nepotrebnem, ne. In jaz nisem mogel verjeti, da enostavno družba to počne, kljub temu, da je to nepotrebno, ne, da uničuje okolje, pa da je grozljivo za človekovo zdravje. In enostavno nisem mogel verjeti, da to v družbi ostaja, da se tega še vedno nismo rešili, ne, kot družba. Kljub škodi, ki jo povzroča, ne. In enostavno sem se odločil, da bom s tem zaključil. In tako je še do danes in tako bo pač do konca življenja, ne. Ne, poglavitni je bil etični vidik, ne, se pravi, kaj mi ljudje delamo živalim, ne, to je osnova. Zdaj, če iz tega ven izstopim, potem tega več ne podpiram in pač več kot nas je, bolj to upada in izumira in enostavno ne rabimo se več s tem ukvarjati, ne. Slučajna posledica tega, da sem jaz opustil živalske produkte, je bila pa ta, da je to dobro za zdravje, da je to še boljše za okolje, ampak to ni bistvo tega, kar jaz razumem, ne. Če sem čisto iskren, nisem občutil nobenih posebnih koristi, počutil sem se isto od 0 do 6, ko sem bil vsejedec, od 6 do 21, ko sem bil vegetarijanec in od 21 do 28, ko sem bil vegan. Jaz se počutim ves čas isto v redu, ne. Je pa pozitivno to,
da sem enostavno s tem prišel v stik z tem, kaj je zdrav življenjski slog in ga tudi živim. Ne? Se pravi, se športiram, pravilno spim, se izogibam stresu, se družim z ljudmi, se pravi, jem neprocesirano. Ne? To so osnove zdravega življenjskega sloga, ki mi lahko omogočijo dolgo in kvalitetno življenje. Ne? To je bila slučajna posledica. Jaz se s zdravim življenjskim slogom nisem prej ubadal, nikoli. Ne? Me to ni zanimalo. Ja, vzor za veganstvo mi je bil Gary Jurovski, njegovo predavanje, ki mi je pač odprlo oči do tega, da je veganstvo nuja. Potem Melanie Joy na mojem dodiplomskem študiju, ko sem še bil zainteresiran za družboslovne vsebine, za to družbeno kritično pozicijo, mi je bila Melanie Joy s svojim socialno-psihološkim prispevkom odlična osnova za napisati mojo diplomsko nalogo z naslovom Veganstvo kot odgovor na specizem. Potem na podiplomskem študiju sem pa čisto pustil za sabo, ne? Pač nisem več bil socialist, ne? Pa to, ampak sem dejansko šel v naravoslovje, medicino, zdrav življenjski slog in takrat sem se začel zgledovati po dr. Michael Gregerju, ne več po družboslovcih, profesorjih, družbenih kritikih. Enostavno je bila stvar, ki me je začela zanimati, medicina. Ne, moja okolica je enostavno sprejemala to, kako jaz živim, kako jem, ne. S tem ni bilo nobenih težav. Bolj je bila težava, da sem jaz njih čakal, kaj je zdaj, ne, kdaj boste pa vi to opustili, ne. To je bila glavna stvar glede naših interakcij, ne. Nikoli ni bilo, da bi jaz imel slabo vest ali pa se mogel skrivati ali pa upravičevati se ali pa ne vem, da me kdo ne bi mene sprejemal. Mene so vsi sprejemali, ampak bolj je šlo za to, da sem jaz čakal, ne, kdaj boste vi nehali jesti meso, kdaj boste vi nehali jesti druge živalske izdelke, ne, ker je to normalno. Najraje se družim z vegani, zaradi tega, ker ob njih se počutim doma, to je moje pleme, my tribe. Z nevegani se pa nekako ne počutim sproščenega, ne? Zato enostavno ne zahajam v družbo neveganov, če le ni treba. Kar se tiče pa partnerke, trenutno je nimam. Če bi si jo pa poiskal, bi pa to absolutno mogla biti veganka, zelo privlačna ženska in ženska, ki si ne želi otrok. To je to. Z nevegani se ne morem sprostiti. Se pravi, ko sem z njimi v konverzaciji, oni so za mene alieni, ne obstajajo. Enostavno zato, ker je tako lahko biti vegan, ne, pa oni niso vegani. Ali pa tu so ene informacije, oni se pa za njih prav nič ne pobrigajo. Ne. In to je za mene tukaj v bistvu, to je tak antisocialna pozicija, da ne morem razumeti, kako lahko nekdo s tem živi, ne. Ja, mene najbolj od vsega zanima zdrav življenjski slog, se pravi, se športiram, ne, plavanje, gimnastika, fitness, zadosti spim, pogovarjam se z ljudmi, izogibam se stresnim zadolžitvam in jem 100% neprocesirano vegansko hrano, ne, se pravi, polnovredne žitarice, stročnice, oreščke, semena, sadje, zelenjavo, gobe in alge, pa seveda suplemente. In ta prehrana oziroma ta življenjski slog meni omogoča, da se dobro počutim, da imam ful veliko energije, da lahko gradim svoje telo in da bom mogoče lahko dočakal 100 let, ker si to pač želim in ni razloga, da ne bi, ne. Jaz jem celo leto isto hrano, iste obroke, vsak dan je isto, ne. Zjutraj jem 2 litra smutija, za kosilo jem en zelo velik Buddha bowl, za večerjo pa pečeno zelenjavo. To mi nanese na 4000 kalorij na dan, 190 gramov proteinov na dan, 190 gramov vlaknin, 720 gramov ogljikovih hidratov, 80 gramov maščob in od tega pač živim. In meni je ta hrana okusna, ne, mi zagotavlja energijo,
lahko gradim z njo svoje telo in mi omogoča, da bom živel zelo dolgo časa, ne? Ker pač je protektivna. Ne jem nič procesiranega rastlinskega izvora, nič živalskega izvora in se držim zdrave prehrane. To je to. Portal je namenjen vsem neveganom, ki se šele spogledujejo z veganstvom, da jim omogoči lažji prehod v veganstvo, en tak paket informacij, ki človeka opolnomoči, zato da si najde pomembne vire, s katerimi pač bo našel motivacijo za svoje veganstvo. Ta portal vključuje videe, kratke, srednje, dolge, da človek se seznani z tematiko, da dobi interes. Potem so slovenske spletne strani, pa tudi tuje spletne strani, kjer si poišče pomembne informacije, uporabne informacije. No, na koncu so pa še potem YouTube kanali, ki človeku pomagajo vzdrževati svoje veganstvo, se pravi ta vegan lifestyle, ne? Da lažje shajajo s svojim veganstvom, da ga lahko nadaljujejo. Ne? Kaj bi še povedal vse, recimo, lahko? Kaj pa v športu več pisma je? Ti si športnik že od Ja. tega, delaš ful športov. Ja. Zakaj toliko športov? Kako izgleda tvoj dan mogoče, a? Ja, kako izgleda moj dan? Ja, ali pa kakšne cilje imaš? Jaz rad povem, kaj jem, to je meni največja Bravo, strast. gremo to. Kaj jem, pa da bom šel na študij Kako izgleda dietetike. tvoj dan, zdaj to kaj je ješ čez dan?